Pomenimo vse dobro, časi so trdi, vemo, da odgovornosti, ki so na ravnah ministrstva, so zelo velike, posebno pa v takšnih odvisnih, kot smo tukaj zdaj. Jaz sem želil vse dobro in upam, da bo še vse tako uspešno kot je bila. Pripričan sem, da bomo spoznali tudi svoje. Sicer pa sem vedno spoznal. Sem bo gledal. Prosim. To malo. Evo, te so pa podatki, pa imam zdaj stane ki smo se pa zelo dobre. Zdaj se bo pač sodilo ti, predvsem da vse enostavno. Hvala lepa. Zelo dobro. Zelo dobro. Kaj? Si boste vdahnili. Če sem čas. Kaj? Domov. Kaj dušo ali domov v Sloveniji? Doma sem v Sloveniji, gospa. Tako še eno kratko vprašanje za časa vašega odhoda, torej se prodajajo številna podjetja in to v tej hudi finančni krizi, torej kakšno je vaše mnenje, torej da se prodajajo takšne Minister za podjetja? finance ne prodaja in ne kupuje. Torej je sodki, ki prodajajo Telekom, ki so proti obrazom sodom. Lahko vprašamo dan, gospod Bajuk? Panike na borzi, katero ukrepe boste sprejeli, da boste ustavili paniko, oziroma da prečo propad DZU-jev, ki v finančni krizi banke sile dodatne zavarovanjem, delnice so na 0,5-kratnih knjigovodstva vrednosti, Banka Slovenije pravi, da je to stvar banke, po drugi strani banka, poslovne banke pravijo, da je to Banka Slovenije in če lahko mogoče na kratko katero ukrepe boste sprejeli za prvi vrst oziroma ne vem. Ja, to mora pomagati ta prvi ukrep, ki ga bomo pripravili, to so garancije poslovnim bankam, da bodo pridobile zopet sredstva na medbančnem, evropskem medbančnem, pa svetovnem medbančnem trgu. To ne bi olajšalo priživ kapitala in olajšalo tudi jemanje kreditov tam, kjer pač neka finančna inštitucija to rabi. Problem investicijskih družb, struktur, pokojninskih, je, da je vrednost delnic padla in da je zdaj zelo nehvaležno te delnice prodajati, ker kdo jih prodaja jih praktično pod ceno. To se pravi, oni morajo se v mestnem obdobju nekoliko bolj zadolžiti, zato da bodo v naslednjem obdobju normalno lahko pospremljali. Seveda morajo pa zagotavljati tudi kapitalsko ustreznost, to pa pridobivajo z dokapitalizacijami, ki so pa zopet posledično odvisni od ponudbe denarja. Zdaj pa jaz se opravičujem, tako da ne samo še enkrat komentar, se tegne zgoditi, da boste bomo uveljavili med drugim prodajo Telekoma.